Petkova. Centrifuga. Sredina avgusta, počitnice se počasi končujejo, dopusti prav tako. Verijoči se pripravljajo na praznik Marijinega vnebovzetja. Je kar v redu, da se malo oddahnemo od politike. Toda narava je v teh dneh, tednih pokazala, kako se odzova na vse zlorabe, ki jih doživlja zaradi človekovih dejavnosti. Izjemno vroče poletje, huda suša, pri nas in v več delih Evrope četrta najhujša, kar približno 100 let in pol potekajo dokaj zanesljive meritve. Vse to je verjetno tudi posledica segrevanja našega planeta, čemur smo v marsičem pripomogli ljudje z antropogenimi izpusti toplogrednih plinov. Saj, boste rekli, spet neko zeleno pridiganje, saj je tudi včasih bilo še bolj vroče, res, a pred milijoni let, in to segrevanje je potekalo zelo počasi. Zdaj pa, starejše poslušalke in poslušalci, pomislite, je bilo res tako vroče pred desetletji? Za kak dan, dva res, ne pa skoraj 2 tedna čez 35 stopinj. A preden se posvetimo vročini in suši, stopimo v vodo. V veliko vode. Medtem ko se Evropa in obsežni predeli Severne Amerike dušijo v vročini, je bilo na jugu Kitajske obilo padavin, ki so prišle v siloviti obliki tajfuna Delfin. Prejšnjo noč je skoraj ves čas deževalo. Ko sem se zbudila, je bilo stanovanje poplavljeno. Na ulici je bilo polno vode. V Šangaju živim že 10 let in zdaj je prvič, da je tajfun sprožil tako velike poplave, je povedala Hou Lina. Jug Kitajske je prizadel že 13. tajfun letos. Delfin je bil najhujši, vetrovi so dosegli hitrost 150 km/h. Gospodarska škoda je zelo velika. Ko bi vsaj nekaj te vode dobili mi, seveda v obliki bolj milega dežja. Tudi to so podnebne spremembe na globalni skali. Čedalje več je ekstremnih vremenskih dogodkov. Na eni strani sveta huda suša, na drugi obsežne poplave. Mi smo se znašli na suhem koncu. Zagotovo bo količina manjša na nekaterih delih, rečemo, da tudi 80-90%, še zlasti na prodnatih tleh, Krško polje, Mengeško polje in tako naprej, da ne bom našteval. Pri trajnih nasadih ugotavljamo prisilno zorenje, prisilno dozorevanje plodov, ravno tako vinska trta, jagode prisilno dozorevajo, kar pomeni zagotovo nižji pridelek. Tako je predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek opisal škodo v kmetijstvu zaradi suše. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je povedal, da že ocenjujejo to škodo in poskušajo skrajšati birokratske postopke, da bi kmetje dobili pomoč. Omenil je tudi namakanje. Mi se pa moramo, tu smo pa zelo odločeni z našo ekipo in tudi skupaj s Kmetijsko-gozdarsko zbornico in z ostalimi kmetijskimi nevladnimi organizacijami resno pogovoriti o preventivnih ukrepih, predvsem o namakanju. Poglejte, mi imamo precej sredstev na voljo preko različnih postavk v proračunu za izgradnjo in za posodabljanje in vzdrževanje namakalnih sistemov. Ampak vode je marsikdaj premalo. V sedanji suši imajo naše reke le 30 do 50% pretok od običajnega. Bomo morali zapreti jedrsko elektrarno Krško, ker ni vode za hlajenje reaktorja, oziroma se Sava zaradi njega preveč segreva. Romuni so to že storili svojo zaradi nizkega vodostaja Donave. Tudi hidroelektrarne obratujejo na minimumu. Odkot bo potem prišla elektrika za umetno inteligenco, električne avtomobile, klimatske naprave in tako naprej? Namakanje, ko je tako malo vode, pomeni tudi hudo težavo za živali v rekah, kot pojasnjuje ribiški čuvaj, član ribiške družine Koper Miha Bertok. Iz Rižane namreč jemljejo preveč vode. Bomo videli, kaj se bo zgodilo, če bojo ljudje videli, da ne moremo vzeti vsega in ne pustiti naravi ničesar, če bojo sami to videli, ali je na koncu spet tista, da samo z denarno kaznijo in z represivnimi ukrepi dosežemo, da nekdo nekaj razume. Vsekakor se bomo morali obnašati bolj preudarno, tako v kmetijstvu, kot tudi na splošno pri porabi vode. Precej preudarno bi se morali lotiti tudi težav v šolstvu.
predvsem pomanjkanja učiteljic in učiteljev, kot pojasnjuje predsednik Združenja ravnateljev in podravnateljev Sašo Božič. Mi bi si želeli predvsem, da se še naprej spodbuja mlade k vpisu v ta program, če potrebno tudi s kakšnimi štipendijami. Ministrstvo že zdaj financira prekvalifikacijo učiteljev za recimo poučevanje drugih smeri. Naravno tukaj vidimo mogoče še največ rezerve, zdaj se nam zdi, da morda res ni nujno, da učitelj z recimo 10 let delovnimi izkušnjami na področju poučevanja biologije mora opraviti 2-letni študij, zato da bo lahko poučeval še naravoslovje. Učiteljski poklic bi moral biti bolj cenjen, da bi se mladi raje odločali zanj, kot pravi profesor dr. Damjan Štefan z oddelka za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Če bi začeli nižati pričakovanja ali pa celo izobrazbene standarde za učitelje, bojim se, da gremo počasi po tej poti, sploh ker pač odpiramo tako imenovane bolj fleksibilne poti do pridobitve učiteljske izobrazbe, kar morda na kratki rok reši en del težave, na dolgi rok pa niža, bi rekel, ugled učiteljskega poklica. Nazaj k naravnim pojavom. Ognjenik Etna, iz katerega se sicer pogosto vali gost dim, je te dni začel bruhati saje in druge manjše delce. Prah je zaprl letališče v Kataniji in turisti množično odhajajo. Prebivalci pa so seveda ostali. Tu vztrajamo še naprej, čeprav smo navajeni, da padajo saje in prah, je vedno presenečenje, ko se zbudiš in najdeš svoj avto prekrit z njimi. To je pač del življenja pod dejavnim ognjenikom. Lahko bi rekla, da je o tem neke vrste poezija. Manj poetično pa je, ko vzamete metlo in čistite avto in ulico. Ampak tudi tega smo navajeni. Težave z Etno stoično prenaša Gila Peluso, ki se ne boji večjega izbruha. Opazovati bruhajoč ognjenik iz varne razdalje je lepo, navdihujoče. Prav tako tudi opazovanje sončevega mrka. Ta je bil sredo tik pred zahodom sonca. Pri nas ledelen, popoln pa v večjem delu Islandije in v Španiji. Tja je na opazovanje prišlo kar 6 milijonov ljudi z drugih koncev sveta. Čeprav znanost ve veliko o mrkih, je ta pojav vseeno dih jemajoč, kot pojasnjuje astrofizik profesor dr. Tomaž Cviter z Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, ki je tudi bil v Španiji na opazovanju tega naravnega pojava. In ta popolnost človeka zmeri preseneti, zaradi tega, ker tisti droben srpek zgineva in na koncu ga ni več. Ampak kar je bilo tukaj vznemirljivo, je kako nenadoma ta velika črna plosko lune pred tavo, ste se tam na levi vidite na tak rdeča, žareča protuberanca, očitno je ena pega ravno kar prišla iz vogala in začela bruhati iz roba sonca. Potem vidite to svetlo korono okrog in potem vidite zvezde, vidite Venero, vidite, kako je nekje na obzorju svetlo. To pa na sredino noč še ni bilo vse. Astronomski spektakel so povzročili tudi Perzeidi, vesoljski drobir, ki navidezno prihaja iz smeri Perzeja, in pa redka poravnanost planetov. Morda niste zamudili vsaj enega od teh pojavov. Ni pa zamudil svoje priložnosti, da se spet vpiše med zvezde, športne, atletske, metalec diska Kristjan Čeh, ki je dan po astronomskem spektaklu v metu diska obranil zlato na Evropskem prvenstvu v Birminghamu. Pred tekmovanjem je bil prepričan v svoje sposobnosti. Bil sem ne samo zavesten, vedel sem, kaj smo delali na trening, kako trening tu izgleda, kakšne mete lahko tam produciram. In vedel sem, da na tekmi še tisti neki adrenalin, tista neka, rečemo, dodatna energija, ki tudi publika da, in ponavadi na tekmi tudi dlje leti. In vedel sem, če sem na treningi stabilen na 70 metrih, da lahko tu vsaj eden odleti čez 70 konkretno. Čestitke in želje, da tudi vi dobro izkoristite tiste prave pozitivne življenjske priložnosti. Oddajo sva pripravila Tomaž Grden in tonski mojster Max Pust.
Petkova. Centrifuga.